Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti, zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko, in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Če vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil pred vami. Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo. Ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet sovraži. Spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel. Služabnik ni večji kot njegov gospodar. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše. Vse to vam bodo delali zaradi mojega imena, ker ne poznajo tistega, ki me je poslal. Ko bi ne prišel in bi jim ne govoril, bi ne imeli greha. Zdaj pa za svoj greh nimajo opravičila. Kdor sovraži mene, sovraži tudi mojega očeta. Ko bi ne storil del med njimi, ki jih ni storil nihče drug, bi ne imeli greha. Zdaj pa so jih videli, a kljub temu sovražijo mene in mojega očeta. Vendar naj se tako izpolni beseda, ki je zapisana v njihovi postavi. Sovražili so me brez vzroka. Ko pa pride to lažnik, ki vam ga bom poslal od očeta, duh resnice, ki izhaja od očeta, bo on pričeval o meni. In tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.